Najlepše pozdravljeni vsi prisotni in vsi, ki nas boste morda gledali preko kamere ali prisluhnili audio posnetkov. Danes smo se zbrali tukaj na dogodku, kjer se bomo pogovarjali o otroškem UTD v Evropski uniji. Organizator dogodka so Zofijini ljubimci, ki so se sicer zdaj preimenovali v Društvo za razvoj humanistike, pri katerih je sekcija za UTD že dolgoletni gost. Zofijini ljubimci so organizacija iz Maribora, nevladna organizacija, ki je organizirala tudi mednarodno konferenco o UTD v Mariboru že pred leti. Sekcija UTD ima svojo internetno stran, svojo platformo, kjer so zbrani tako rekoč vsi članki na temo UTD v Sloveniji. Ta arhiv UTD vsebin je izjemen tudi v evropskem smislu, zaradi tega, ker imamo zbrano ogromno stvari, zbrano imamo po avtorjih, po vsebinah, glede na to, ali so avdioposnetki, ali so zapisani članki, tako da se lahko v resnici čisto vsak v Sloveniji, ki ga tematika zanima, stvari pogleda. Lahko rečemo, da trenutno imamo problem z preobilico člankov in prispevkov. Zdaj bi mogoče že počasi potrebovali neke vrste uredniško sito, kjer bi pregledali, kateri članki bi morali ostati za zgodovino in katere bi mogoče morali počasi prepustiti pozabi. Jaz bi vam rada pokazala en delček zgodbe, ki smo ga začeli že na mednarodni konferenci v Mariboru, in sicer zgodbo o otroškem UTD-ju v Sloveniji. Zdaj, kakšna je pa v bistvu mogoče prva razlika med otroškim dodatkom, univerzalnim otroškim dodatkom in otroškim UTD-jem? Mislim, da je to ena od najpomembnejših razlik, ki se je moramo tako rekoč naučiti prepoznavati. Zdaj, otroški dodatek, kakršnega imamo v Sloveniji, verjetno vsi poznate. To se pravi, odvisen je od zelo veliko pogojev. Prvi pogoj je seveda vprašanje revščine oziroma premoženja. Potem je zelo pomembno, koliko je otrok v družini, kakšen je vrstni red otrok in tako dalje. Obstajajo univerzalni otroški dodatki. To pomeni, da so vsi otroci vključeni, kljub temu pa so lahko razlike v višini otroškega dodatka, glede na to, ali si prvi otrok ali si tretji otrok. Potem so razlike v tem, ali je otrok obiskuje vrtec ali obiskuje šolo. To se pravi, v Evropski uniji so zelo različni pristopi, tudi za univerzalne rešitve. V primerjavi s tem je pa UTD drugačen, ker upošteva še naslednje pogoje. Da je individualen in da je brezpogojen. To se pravi, ne glede na premoženje, ne glede na vrstni red, ne glede na to, kaj otroci delajo ali ne delajo. In še ena močna poanta je, in sicer, da je enoten za vse. To se pravi, da ni razlike v višini UTD-ja za različne otroke. O tem smo se začeli pogovarjati v Mariboru, in sicer zaradi tega, ker smo ugotovili, da v Sloveniji najhitreje ali pa najmočneje nasprotujejo ljudje UTD-ju v zvezi s tem, v zvezi s vprašanjem, ali bodo ljudje, ko bodo prejemali UTD, še hoteli kaj delati. In tudi, če jim dopoveduješ,
da je bistvena lastnost človeka, da rad dela, da rad raziskuje. Nekateri to ne verjamejo. Zaradi tega, ker marsikdo si misli, da je delo samo tisto, ko hodiš od 8 do 3 za en tekoči trak, delati dolgočasno delo, ki se ga vsak boji. Marsikdo ne razume, da je delo vsako početje, ki ga delaš z veseljem in z nekim ciljem narediti nekaj dobrega zase in za družbo. To se pravi, delo je širše lahko pojmovano. In v tem smislu ni nobenega strahu, da ljudje ne bi več delali. Vedno dajemo za primerjavo upokojence, ki so vedno znova zaposleni, najbolj zaposleni, imajo najmanj časa, vendar kaj pa delajo, stvari, ki jih veselijo. Recimo, tečejo po vnuke v vrtec, zaradi tega, ker starši morajo pa delati druge stvari, ki jih morda manj veselijo. Torej, enostavno se je zdelo, da tudi če bi ljudi lahko prepričali, pa se zdi tudi, da je neke vrste medijska blokada za razširitev tematike. Vedno znova so nas zavrnili s poanto, ljudje ne bodo delali, druga poanta pa je bila, ni dovolj denarja. Potem smo mi rekli, pa se ne bomo več zabijali z glavo skozi zid, dajmo predlagati otroški UTD. Pri otrocih pa menda ne bodo zahtevali, da otroci delajo, ali pa se bodo bali, da otroci ne bodo v šolo več hodili, če bodo dobili UTD. In tako smo začeli razvijati to idejo. Potem pa so na UNICEF-u lani decembra razpisali konferenco Univerzalni otroški dodatki na svetovni ravni, kjer so postavili eno zelo zanimivo vprašanje. In sicer so rekli, povejte, dokažite vi nam, kateri pristop je boljši. Navadni, ciljani, pogojni pristop k otroškim dodatkom ali otroški UTD. Ali nam vi znate pokazati, kateri pristop je boljši za zmanjšanje revščine otrok. Na srečo sem jaz v tem času, kar se ukvarjam z UTD-jem, že poskusila slovenski pristop k UTD-ju na osnovi predloga iz leta 2010 uporabiti na belgijskem mikrosimulacijskem modelu Mephisto. In na njem sem tudi preizkusila zdaj otroški UTD za Belgijo. Ampak tukaj lahko rečem, da mi je prišlo prav še naslednje dejstvo, in sicer, da so v zadnjih letih tudi svetovni think tanki, mednarodne organizacije delale študije o tem, ali je UTD možno uvesti, ali imamo dovolj denarja in kakšne so posledice. Tako da sem pripravila eno študijo, kjer sem primerjala, oziroma kjer sem uporabila vse izsledke, rezultate predloga UTD za Slovenijo iz leta 2010, potem rezultate študije OECD-ja iz 2017, IMF-a iz 2017 in 2018. Lahko rečemo, da smo delali triangulacijo pri tem pristopu. Ko sem se odločila, da bom uporabila slovenski pristop, je bilo prvo vprašanje, ali je to smiselno, ali ima Slovenija sploh kaj podobnega z Belgijo, če hočem slovenski pristop in slovenske rešitve uporabiti v belgijski državi. Zato sem šla pogledat,
kakšne so razlike in kakšne so podobnosti v stopnji tveganja revščine med tema dvema državama. Izkazalo se je, seveda, da ima Slovenija stopnje tveganja revščine nižje, kot jih ima Belgija. Če vidite tukaj, tele sive označujejo slovenske stopnje, črna, močna črta, belgijsko povprečje. In vidimo, da med temi 4 skupinami so v bistvu največje stopnje tveganja revščine pri belgijskih otrocih. To se pravi, ali bi mi lahko belgijskim otrokom priporočali en sistem, ki bi bil boljši od tega, ki je sedaj. Kako bi pa začeli? Začeli bi tako kot v Sloveniji. In sicer, da bi rekli, da bomo uvedli tudi na belgijskem primeru univerzalni pristop, to pomeni, da bodo vsi člani upravičeni, potem, da bo nepogojni, da ni dobenega testiranja premoženja ali pa zahtev po delu, potem, da bo enotno in da bo seveda v obliki denarja, da govorimo o temeljnem dohodku, kar pomeni, da ne govorimo o tem, kakšen bi bil UTD v tistem minimalnem znesku, ki ga je možno seveda vedno višati, vendar pa govorimo o tem, kar si lahko privoščimo v tem trenutku oziroma določamo minimalno vsoto. Tako kot v slovenskem primeru je bil še en predpogoj, da govorimo o finančni nevtralnosti, to se pravi javno-finančni nevtralnosti, da rečemo, pri nas, pri tem predlogu ne bomo iskali novih finančnih sredstev. Mi smo samo prepričani, da smo sposobni isto količino denarja razdeliti bolj pravično. In sicer tako, da bo manj revnih. In pa seveda individualno, to se pravi, da ne raziskujemo tega, ali človek živi v skupnem gospodinjstvu, ali živi sam, ali živi več. Slovenski izračun, ki je temeljil na teh predpogojih, je pokazal, da bi leta 2010 z uvedbo UTD-ja po tistem predlogu prihranili 75 milijonov. O tem, zakaj v tistem času, če se spomnite, ko so hoteli na vse načine varčevati, nihče ni pogledal tega predloga, ki je obljubljal prihranek, je seveda res zanimivo vprašanje in nas bo zanimalo še naslednjih toliko let, dokler ne bodo eni zgodovinarji šli tega raziskati in nam razložili, kako je možna takšna blokada dobrih idej v Sloveniji. Ampak ne samo tole, to se pravi koncept, izračun, ampak tudi mikrosimulacija je pokazala, da bi predlog UTD v letu 2010 zelo pomagal najbolj ranljivim skupinam v Sloveniji, to se pravi predšolskim otrokom, študentom, starejšim od 65 let in upokojenim. In sicer tukaj so decili, to se pravi, najbolj bi pomagal ljudem v prvem decilu. To so najbolj revni od najbolj revnih in tem bi najbolj pomagal. Seveda se je pa že tam pokazala en problem, na katerega opozarjajo tudi vse študije v zadnjem času, tiste, ki sem jih prej omenila, OECD-a in IMF-a, da pride potem do prerasporeditve med revnimi ljudmi, če ne iščeš dodatnih virov. Ampak, kar pa jaz mislim, da je osnovni razlog,
za blokado ideje UTD v Sloveniji, so pa tile podatki, da 8., 9. in 10. decil bi zgubili 1 ali pa do maksimalno 2% točki v svojem dohodku, če bi prišlo do te prerazporeditve. Kdo pa so to? To se pravzaprav odločevalci, tudi upokojeni, starejši odločevalci v naši družbi, ki ne želijo se niti 2% točkama v svojem dohodku odpovedati, zato da bi recimo pomagali pa 52% recimo predšolskih otrok v zmanjšanju revščine. Ne veste, preko slej bomo prišli do tega, da bomo morali zelo jasno začeti ponavljati samo eno temeljno sporočilo. Kolikokrat vam še moramo pokazati, da dovolj denarja je, da je vse odvisno samo od politične volje. In da enostavno politične volje ni pri tistih, ki so zadovoljni z status quo oziroma nespremenjenimi razmerami. Torej, ko sem šla pripravljati, temu se reče scenarij, dizajn belgijskega otroškega UTD, sem ponovila zgodbo. Samo še enkrat sem ponovila koncept. To se pravi, javnofinančno nevtralno, UTD mora biti višji, kot so višine sedanjih transferjev. To je logično, ne boš uvajal sistema, ki je slabši. To je prvi predpogoj, da mora biti vsaj na isti višini, kot so sedanji transferji. In pa, da bomo tale koncept presojali na osnovi naslednjih kriterijev. Ali zmanjša revščino otrok, ali je Gini koeficient, s katerim merimo neenakost, manjši, to se pravi, da je neenakost v družbi manjša, in da mora ta nova dohodkovna situacija biti boljša za večino ljudi, najbolj pa za najbolj ranljive. Ker veste, dostikrat rečejo, če boste uvajali UTD na ta način, bodo spet profitirali tisti, ki vedno profitirajo. Spet bodo dajali bogatim. In mi moramo pokazati, da to ne drži. Da v bistvu, če bomo uvedli UTD, ga bomo dali v resnici najbolj revnim, najbolj ranljivim, najbolj deprivilegiranim. Kako sem pristopila k temu? Tako, da sem predlagala 27 sprememb v obstoječem sistemu. In sicer na ta način, da sem 22 njihovih transferjev, njihovih socialnih pomoči sem zbrisala. Ni jih bilo več, ker vseh teh 22 bi naj nadomestil UTD. Potem pa 4 njihove socialne transfere, ki so v bistvu namenjeni otrokom, sem poenotila na ta način, da je namesto 4 otroških dodatkov postal samo en otroški UTD, in pa naredila sem še eno malo večjo spremembo, in sicer, da sem povečala podporo za samskega starša oziroma mater. Zdaj pa, kar je v bistvu najbolj pomembna stvar v celem današnjem srečanju je, da vam pokažem, kako to izgleda v Belgiji. Kako se socialne politike načrtujejo, preverjajo, analizirajo v eni državi, ki se odloča na osnovi podatkov, na osnovi analiz. Oni imajo mikrosimulacijski model, ki izgleda takole. Vsak od vas lahko poišče tale Mephisto-Flemosi mikrosimulacijski model, se prijavi, logira in začne preizkušati, kakšen socialni sistem bi rad imel. Vsak Belgijec lahko to naredi.
Vsak, ki zna angleško, lahko to naredi. In jaz sem to naredila. Torej, tele socialne transferje, 4 so označeni, sem recimo spremenila v 0. Od tistih 22, ki sem jih omenjala. Ne bom pokazala vseh 22, ki sem jih spremenila v 0. Bi malo predolgo trajalo, pa tudi ne vidi se dovolj dobro. Tukaj pokažem samo, kako sem recimo osnovno vsoto za otroški dodatek spremenila v vsoto 200 evrov, ki je uniformna, enotna za vse otroke, za prvega otroka, samozaposlenih, za drugega otroka, za tretjega in tako dalje. Veste, Belgijci imajo zelo, zelo podobno kompliciran sistem kot Slovenci. Vse zaradi tega je bila tako zanimiv ta teoretični preizkus, kako bi ta pristop izgledal v Belgiji. In veste, zakaj je to zanimivo? Ker če lahko slovenski pristop uporabimo na belgijskem, pa belgijskega pol pogledamo, lahko belgijskega uporabimo nazaj za Slovenijo in rečemo, veste kaj, vi komplicirate, mi kompliciramo, ampak očitno bi mogoče poenostavitve lahko uvedli v Belgiji enako kot v Sloveniji. Torej, potem, ko človek vpiše vse spremembe, ki jih recimo želi uvesti. Jaz sem spreminjala najmanj, kar je možno. Spreminjala sem samo na strani socialnih transferjev. To se pravi, da sem sistem poenostavljala. Brisala večino transferjev, poenotila, uvedla 2 transferja. Otroški, uniformni, enotni UTD in pa za samohranilke. Lahko bi spremenila še več. Lahko bi spremenila davčne razrede. Lahko bi spremenila stopnjo davka. Lahko bi spremenila davek na dodano vrednost. Ampak zakaj tega nisem? Zaradi tega, ker je bilo osnovno vprašanje te naloge, ki ga je postavil UNICEF, pokazati, ali je možno z UTD-jem, z isto količino denarja doseči boljše rezultate. In veste, najbolj enostavno je pol to narediti, kako bi rekla, najbolj razvidno je, da rečeš, z zelo enostavnim pristopom je možno narediti neverjetno veliko. Torej, ko sem zavrtela mikrosimulacijski model, veste, kako se temu reče? Stisneš tipko Enter in program ti izračuna. In kaj vidimo? Vidimo, da je potem razlika v finančnih sredstvih, ki porabi za en ali drugi sistem, je 0. Piše 0,00. Ampak poglejmo, kaj dobimo za isto količino denarja. Dobimo za 1,83 odstotne točke nižjo stopnjo revščine otrok. Lahko vam povem, da sem naredila tudi en sistem, kjer sem za isto količino denarja zmanjšala revščino otrok za 5 odstotnih točk. Hočem reči, da vse tele mikrosimulacijske analize, ki jih jaz delam tukaj na teoretični ravni, služijo predvsem eni stvari. Da dopovemo ljudem, denar je, vendar se ga da uporabljati na bolj pameten način. In samo z tem mikrosimulacijskim modelom jaz lahko ljudem to pokažem takole, brez da se na veliko računa. Zaradi tega, ker si ljudje več ne vzamejo časa, da bi šli gledati proračunske podstavke. Na ta način lahko rečeš, poskusi, zavrti, poglej, če ne verjameš. In hvala Bogu, da ljudje ne verjamejo, ampak naj potem preverijo. Dalje, ne samo, da se je zmanjšala stopnja tveganja revščine, zmanjšala se je najbolj v 1. in 2. decilu. Kar je pravzaprav točno naš cilj za najbolj ranljive. Gini koeficient se je zmanjšal za zelo malo, ampak vsaj povečal se ni. Zakaj se je pa zmanjšal za tako malo?
Zato, ker govorimo o isti količini denarja. Gini pa meri neenakosti v družbi. To se pravi, v družbi se agregatno gledano količina denarja ni veliko, se sploh ni spremenila, zato tudi ne morejo biti posledice na ravni družbi drugačne. Ampak zaradi tega, ker mene vedno zanima, kako bi rekla, predlagati politične rešitve, ki bi bile tudi izvedljive, imam še en predpogoj, in sicer, da predlog ustreza večini. To se pravi, da, ker morate vedeti, vsaka sprememba v družbi, en profitira, en zgubi. Pomembno pa je, za nas je pomembno, da profitira večina in da profitirajo tisti, ki so najbolj ranljivi. In tukaj vidimo, da jih je večina ali ne čuti nobenih sprememb, del njih čuti izboljšave, 25% pa čuti določene spremembe. Zdaj, v čem je pa problem pri vseh teh mikrosimulacijah? Da je potrebno iti potem gledati še dodatne analize in sicer v resnici treba iti pogledati, kdo je pa tisti, ki v novem sistemu kljub temu je na slabšem. In za njih je potrebno potem pripraviti, kot se temu reče, prehodna obdobja. To se pravi, ne moš ti od danes na jutri spremeniti en sistem. To je isto, kot da bi rekli zdaj, ja, od jutri dalje bo pa novo vrednotenje delovnih točk, pa nov pokojninski sistem. To ne gre. Potrebne so daljše časovna prehodna obdobja. Torej, s pomočjo tega mikrosimulacijskega programa in te analize sem jaz v Ženevi ljudem pokazala. Poglejte, tu imate odgovor. UTD pristop je bolj učinkovit pri zmanjševanju stopnje tveganja revščine otrok. Če ga uvedeš na ta način, to se pravi, da je univerzalen, brezpogojen, enoten, temeljni, individualni, narediš ga lahko z isto količino denarja, ampak transferji morajo biti vsaj malo višji, ampak ne veliko višji od tega, kar je sedaj. Seveda so tukaj odprta vprašanja pri vseh takšnih rešitvah in sicer nekaj sem jih že omenila, recimo za koga bo slabše. Potem, ali je to dovolj dobra rešitev? Veste, ali se vam zdi, da je to dovolj dobra rešitev, da dajemo socialne transferje, ki so samo malo višji od obstoječih? Nekateri pravijo, da ne. Jaz osebno pravim tole. Vsako takšno poigravanje z enimi takimi temeljnimi sistemi mora biti zelo previdno. In zaradi tega jaz v prvi fazi zagovarjam rešitev, da se pristopa z isto količino denarja z najmanj možnimi spremembami, zato da celega sistema ne spravimo v kaotično stanje, ko enostavno več ne bomo vedeli, kaj lahko pričakujemo od sprememb, ki smo si jih želeli. Ker vseeno treba priznati, da ja, UTD je možno uvajati tudi na napačen način. Ali pa na takšen način, kjer bodo ljudje v bistvu razočarani in bodo posledice obratne, kot smo si jih mi vse leta prizadevali doseči. Največji problem seveda pa je potem javna administracija, koliko je pripravljena prisluhniti takšnim rešitvam. Tukaj se le spomnimo na slovensko zgodbo. Kot rečeno, leta 2010 so spregledali ta predlog. UTD je bil dvakrat na predlagan vladi.si od bottom up, to se pravi od ljudi, aktivnih ljudi, državljanov predlagan, naj vlada se posveti temu, naj ga razišče. Pa smo dobivali odgovore, ki izražajo samo birokratsko ravnodušnost.
Tako da tukaj je v resnici vprašanje, kje začeti, komu razložiti. A se vam ne zdi zanimivo, da jaz to tukaj predavam, pa vam kažem to, recimo, kar sem v Ženevi na mednarodni konferenci UNICEF-a predstavljala in mednarodni konferenci Organizacije za delo ILO v Sloveniji, pa to ni bilo možno predstaviti, oziroma ni dobenega zanimanja v parlamentu, državnem svetu, ministrstvu za delo, dobenih od organizacij, strokovnih organizacij, ki se spoznajo na to, ki bi vedeli, kaj je potrebno narediti kot naslednji korak. Torej, kaj pravzaprav priporočati in čakati dalje? Eksperimentiranje? Mislim, da eksperimentirajo dovolj tudi v vseh drugih državah. A naj omenimo Kanado, Finsko, tako ali tako, Škotsko, Ameriko, vse te države, ki že izvajajo eksperimente. Ampak potrebno je vedeti, eksperiment je eksperiment. Nikoli ne bo učinek takšen, kot je dejanska uvedba UTD-ja za vso populacijo. In tega še pa nihče ni poskusil. Zdaj, nadaljevanje te strokovne zgodbe. Kakšna je bila ideja? Zdaj, če smo naredili belgijski otroški UTD, ki se je izkazal na osnovi mikrosimulacijskega njihovega modela kot zelo učinkovit sistem za zmanjševanje revščine. Naslednja ideja je, da isti koncept vpišem v Euromod. Euromod je mikrosimulacijski model za vse evropske države. To se pravi, vpišem za Belgijo in potem Euromod omogoča, da rečem, zdaj pa prosim uporabi belgijske rešitve na Sloveniji. In to zdaj delam. To se pravi, šla sem na Univerzo v Essex, kjer sem se naučila uporabljati Euromod. Poskusila, kako se to obnese. In mi je uspelo, ampak na, kako bi rekla, ne na pravih podatkih, ampak na učnih podatkih. Naslednja stopnja, ki je. Z Inštitutom za ekonomska raziskovanja se zdaj dogovarjamo, da bomo poskusili, če bi lahko sodelovali, ampak veste, kaj je problem? To mi vsi delamo v prostem času. Oni so zakopani v svoje delo do vratu in čez tako kot jaz. To se pravi, v bistvu čakamo, da ministrstvo za delo ali odgovorni naredijo ta preračun. Zakaj se moramo aktivisti popoldan, kako bi rekla, ukvarjati z takšnimi preračuni? Ne glede na to. Morda bom šla zdaj Antwerpen, tu je napaka, kjer bom preizkusila moje rešitve vsaj za Belgijo in za druge države. Ker veste, ko enkrat rešitev vpišeš, recimo za Belgijo, in veš, kako bi morala delovati, lahko to poskusiš in predlagaš vsem evropskim državam. In to ti v bistvu, kako bi rekla, mikrosimulacijski model ti to omogoča. Ti samo rečeš, zdaj mi pa zamenjaj državo, isti sistem, druga država. In enostavno vidiš, kaj ti to prinese. Tako da, z mojega vidika, mene to zelo, zelo zanima, kako se bo to obneslo. Ampak, kar je res tista, kot sem že enkrat povedala, kar sem vam hotela tu pokazati, je tole, da se moramo v Sloveniji začeti o rešitvah na socialnem področju pogovarjati na osnovi takšnih analiz. Ne pa, da se priporočajo, dvigujejo podpore za enočlanska gospodinjstva, pa otroški dodatki, pa dijaške štipendije, brez izračunov. Brez, da vidimo, kako bo to vplivalo na stopnjo tveganja revščine. In kar je še huje. Poglejte, mi imamo v vseh naših dokumentih, kaj tam spodaj piše, ali bo kakšen učinek na javne finance, ali ima kakšen fiskalni učinek na fiskalno pravilo, a ga upoštevamo. A ste videli kakšen zakon, kjer bi naredili preračun? Ali ima predlog tega zakona kakšen vpliv na revščino?
To čakamo. To čakamo. In to lahko z takšnimi programi tudi preverjamo. Aha, še ena stvar je zelo pomembna. Naj vas samo še tole opozorim, da jaz sem bila to na srečanju UNICEF-a pa Organizacije za delo. Pa OECD zadnji čas govori o univerzalnih rešitvah. OZN je zdaj začel pravo, kako bi rekla, akcijo, in sicer o univerzalni socialni zaščiti. Povsod grejo v smer univerzalnosti. Ne toliko sicer nepogojnosti, ampak univerzalnosti. Evropa pa ne. Veste, kaj pa Evropa dela? Evropa gre še pa vedno na workfare. To se pravi, ja, če boste delali. Samo v povezavi z delom vam bomo mi zagotavljali eksistenčno varnost. Kar je problem, je tole, da odločevalci ne razumejo, da ljudje, ki so tako rekoč vpeti v sistem kot vlečni konji, kot konji z plašnicami v tem sistemu, ko moš delati, kar ti rečejo, brez svobode, da se odločiš, ali hočeš delati, kaj hočeš delati, koliko hočeš delati, da to niso najbolj produktivni ljudje. Najbolj produktivni ljudje so tisti, ki svobodno razmišljajo. Zato zdaj v svetu se odločajo za UTD najbolj propulzivna narodi na svetu. Indija. Indija ima zdaj v svojem predlogu uvedbo UTD na svojih volitvah. Da ne govorimo o Braziliji. Kitajska je začela v to smer. Finska, tak. Kanada. Če boste šli pogledat zemljevid, kje se zdaj razmišlja aktivno, kje se piše predloge, to niso najbolj ravne družbe. Ne. To so propulzivne družbe. Ne najbolj bogate, ko včasih rečejo, veste, tako kot v starih časih, ja, UTD si lahko bogati privoščijo. Ne drži. Privoščijo si jih lahko družbe, ki si upajo razmišljati, želijo razmišljati o drugačnem pristopu in se zavedajo, da sedanje rešitve niso dovolj, ampak da je potreben nov pristop. Kot sem rekla, Indija, Kitajska, države BRICS. Zakaj imam tukaj napisano Evropski socialni steber? Evropski socialni steber, če to ne bo UTD pristop, nas bo kvečemu vezal, tako kot nas fiskalno pravilo. In nas bo držal nazaj. Že zdaj, kamorkoli gremo v tujini, vidimo, da Slovenija zaostaja. Češka, Slovaška nas prehitevajo po kazalnikih dobrobiti za ljudi. Mogoče še ne po fiskalnih kazalnikih. Ampak, ko gre za nivo zadovoljstva z življenjem, zaupanja, javnimi socialnimi rešitvami, javnimi politikami, tukaj Slovenija že zaostaja.